Je to naprej? Ok. Zdaj pa sam še, da se tukaj preheftam. Ockej. No, dober dan še z moje strani. Jaz bom predstavljal dinamično strukturo fenomenologije udejanjanja prepričanj v sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Univerzo Sigmunda Freuda, ki omogoča projekt z naslovom Vpliv komunikacijske situacije na udejanjanje prepričanj. Kar bom danes predstavil, je eno od poskusnih teorij, ki smo jo dobili pri izvedbi tega projekta. Imamo seveda že ogromno vmesnih rezultatov in na podlagi teh rezultatov smo že en model sestavili, kako se nam zdi, da zgleda doživljanje priklica oziroma bolje rečeno udejanjanja nekega prepričanja. Prepričanja v tem čisto propozicionalnem smislu, ne vem, kaj je to voda, kdo je ubil John F. Kennedyja, take enostavne zadeve. In tukaj moramo pojasniti najprej par kategorij, torej opisov doživljanja, ki smo jih kategorizirali v ene te ključne besede, kot na primer poziv, kot neka zahteva po nekem prepričanju oziroma naše fokusiranje pozornosti na neko prepričanje. To se začne že tako čisto na začetku samim eksternim vprašanjem, kaj je voda, kdo je bil učitelj Aleksandra Velikega. In to potem ponotranimo in začnemo po našem spominu, znanju, kar se pač tukaj dogaja, iskati in brskati oziroma fokusirati našo pozornost. In prva stvar, ki jo ponavadi dobimo, je srž, oziroma po angleško gist, nek občutek, da lahko odgovorim na to vprašanje, oziroma imam to prepričanje na voljo. Zdaj, možno je seveda tudi, da nas nekdo vpraša, ker ne poznamo, ne vem, kako je ime bratu Goetheja, zato bi mogel pač dobiti nek error 404, zato ker ni imel brata. S tem se nismo obadali, ampak samo z vprašanji, ki jih ljudje znajo. In sama časovna struktura udejanjanja teh prepričanj zgleda tako, začne se s tem enim pozivom, dobimo vprašanje, na kar takoj sledi občutek, da ja, to pa vem, na to pa znamo odgovoriti. In ta občutek ponavadi spremlja tudi ta občutek, če pa zdaj tukaj vztrajam na tem občutku, da vem, da znam, mi bo pa ta odgovor prišel, se bom spomnil, imam neko prepričanje o tem. In od tukaj naprej se potem začne neko udejanjanje tega prepričanja. Kako pa to zgleda? Ja, to, da jaz vztrajam na tem občutku, da lahko odgovorim, bi lahko rekel, da je že nek nov poziv. Aha, ok, zdaj pa to znanje, to prepričanje, ki ga imam, vrži ven, ok? In dobim nek kanček, nek košček odgovora, ampak spet občutek, tukaj je pa še več, tukaj pa lahko se še kaj spomnim, kar pomeni, da rabimo spet nov poziv, dobimo nov občutek in tako naprej in dobimo eno tako rekurzivno strukturo, začenši s pozivom, srž in potem udejanjanje, poziv, srž, udejanjanje, poziv, srž in tako naprej, se to cikla. In iz tega ven, malo pa pomalo, se nam tvori neko prepričanje, ki ga potem lahko artikuliramo. Izhodni pogoji za to so ponavadi kaj v smislu, da nam zmanjka srži, ali že na začetku, ko ugotovimo, ne, jaz pa tega v bistvu ne vem, jaz sploh ne pridemo ne vem kako globoko, kar se dostikrat študentom na izpitih zgodi, ko se zadovoljijo s tistim prvim sržom, jaz pa to vem, ampak pa ne razmišlja več globlje, pa jih pa profesor vpraša, pa morajo vse skupaj povedati, pa ugotovijo, da čim grejo malo globlje, tega pa v bistvu ne znam, nimam pojma, kaj se tukaj dogaja. In to je že izhoden pogoj. Kdaj tudi enostavno ta občutek, to je pa zdaj to, kar sem iskal, zdaj pa to lahko povem, podam naprej in se zadeva konča.
ali bolj banalno, da nas nekaj čisto zmoti, pa ugotovimo in se na nekaj drugega sfokusiramo, to je pa, da nas nek drug poziv zmoti. Kako pa to zdaj izgleda v praksi? Vzemimo si primer od ene od soraziskovalcev, recimo, kdo je bil učitelj Aleksandra Velikega. Tukaj bom malo poenostavil dejanski doživljajski proces. In je začela razmišljati, dobila takoj en srž, to je bil pa nek Grk, nek grški filozof. Sledi poziv, to bi že lahko, kot rekla, en dialog med pozivom in sržjo. Kako se je pa imenoval, katero od teh grških filozofov pa je? Takoj ena ideja, to je bil pa en tist, ki imajo kamniti te obraze, pa ene brade imajo, pa to pa približno neki tasga je izgledal, a ni? Ok, nov poziv, kako se je pa to, kdo pa je tale glava, ki mi je zdaj padla na misel? Ponovimo in gre srž, to je bil pa tist en, ki je hodil po ulicah in ljudi sprašval in imenoval se je Sokrat. Ampak pol pa pride ta občutek, tle pa nekaj ni prav, to se pa ne sklada z mojo idejo, da bi bil on učitelj Aleksandra Velikega. Ampak jaz vem, kdo je učitelj Aleksandra Velikega, ne? Kar pomeni, da rabim spet en nov poziv, da še naprej, še globlje brskamo po tem. In pol pride ta ideja, pri Aleksandru Velikem je bil pa en tist mislec, ki je bil pa v enem sodu, pa mu je nekaj težil, pa je bil tudi en grški filozof, ja? Ampak spet ta občutek, to ni čisto. Kar pomeni, da moramo še naprej brskati, dobimo še nov poziv in enkrat se kar naenkrat spomnimo, tale je pa bil, tale slikca mi pa da ta prav občutek, to je bilo to. In dobimo kanček ta Aristotel, tukaj je pa ta občutek pravi, to pa paše skupaj. Kot en enostaven primer, dostikrat gre za bolj lažja vprašanja in ta proces teče mnogo, mnogo hitreje. Kakšne lahko enostavno odstrelimo, vestni študenti filozofije so da lahko že takoj, kdo je bil učitelj Aleksandra Velikega, ustrelijo Aristotel in se tega samega procesa, tega razmišljanja in prebrevanja niti ne zavedajo. To je tudi problematika raziskovanja tega, da se zadeve kdaj zgodijo tako zelo hitro, da enostavno grejo mimo, preden jih lahko sploh z introspekcijo opažamo ali opazujemo. Je pa težko najti taka lepa vprašanja, kjer mora človek malo premleti in dejansko močno čuti ta proces, te pozive, ta srž, ta notranja vprašanja, to brskanje. Zdaj, da bi bili malo hitrejši s časom in da imamo lahko več prostora za vprašanja, bi jaz kar že tukaj počasi zaključil.